Hej, hej, vita, živijo, dober večer. Danes malce kasneje, danes sem bolj večerna, ker sem kar letala non-stop okrog cel dan, tako da se zdaj v miru javljam. In danes vam dam še en trikec, pa gremo naprej na kakšno temo še za dobro počutje. Če bi rada še kaj nekako na to temo dobrega počutja, mi napiš kar v komentar, pa bom potem pač majčkeno več tudi o tem povedala, kar te zanima. Drugače pa danes zaključujem tole našo vodno manijo, tako da nekaterim ni bilo jasno, oziroma vam ne gre toliko v račun, ker je kontradiktorno, da morate piti pred jedjo in ne po jedi. Tako da to sem že razložila, zakaj, tako da lahko greš si pač ogledati prejšnje videe. Enostavno je res fajn, da hidriramo telo, zato da on lahkotno naredi svojo presnovo. To pomeni, da res prebravi hrano tako, bom rekla, tekoče. Zdaj pa, če mi to jemo, pa med hrano pijemo, razredčimo vse te sokove, ki v bistvu so potrebni za razgradnjo hrane, oziroma prebavo. Če pa se na koncu napokamo s pol litra ne vem česa, pa sploh čist razredčimo in ful otežimo presnovo pa prebavo. Zato res dajte ene pol ure prej piti pred jedjo, zato da potem ima telo res tisti svoj sveti mir, da v miru on naredi svoje, kar mora. To je res, mogoče je kontradiktorno, tako kot so nas učili, da Bog ne daj pred jedjo jest, zato ker pol ne boš nič jedla, ker se boš napila. Zdaj, to glih ni res, ker voda itak gre skozi, je pa res, da je treba potem pol urce počakati. Tako da, ali pa saj ne vem, 10-15 minut. Zdaj pa, če se boš ti res napila pol litra, pa bo šla takoj jest, pol ti res verjamem, da ne bo pasala. Ampak po hrani dajmo res paziti, da ne jemo, da ne pijemo, saj kakšno uro, da pač telo res začne te svoje procese, po hranjenju. Zdaj pa sam še tale trik ti dam, kako pred jedjo svoj prelesičiti, da vsem spiješ, ne vem, tiste 3 deci ali pa pol litra, je pač enostavno na ta način, ko greš kuhati, ponavadi kuhamo pol ure ali pa 1 uro siguren, zdaj odvisen, kaj se kuha, a je to nekaj na hitro, je to res nekaj pač, bom rekla, kar se reče pravo kosilo. Dej si takrat priprav in začni piti, preden začneš kuhati, potem med pripravo, ko pripravljaš, ne vem, en del, pa pol spet nekaj spiješ, drug del, pa spet nekaj spiješ. In na ta način ful easy lahko spiješ teh pol litra pred jedjo, pa še v bistvu ti potem ostane te pol urce ali pa 15 minut, recimo, preden dejansko greš jest, ker preden potem še vse pripraviš, pa miza, pa vse skličeš, pa. Nekako res kar nekaj časa traja. In tale recimo čas, tule se ga da ful dobro izkoristiti. Tako da, drugače pa tisti, ki pa ne kuhate, pa nekako je treba malce bolj planirati potem, ko veš, da greš jest,
enostavno takrat, kakšno urco prej, si porazdeliš te pol urce na, ne vem, pač požirke, pol urce in pol urce, da imaš prej in to je to. Karkoli pa že počneš. Tako, kot sem že včeraj razlagala, isti sistem je. Pač imejte res vodo skozi pri sebi. Pol ne moreš pozabiti na njo. Če ona tebe gleda, pol jo ne moreš pozabiti. Tako da to toplo priporočam še enkrat. In mogoče na začetku res treba mečkati načrtovati, pa miselno, da res spiješ, pa tako, kot sem že govorila, tiste kljubce, krožce ali whatever, ti je ljubše, pike, polonce, da res imaš tiste 3 litre na dan, zdaj pa kaj tako vroče, pa mogoče še kaj več. Drugače pa potem, ko ti pa pride to v kri, pa je to pa že navada. Samo v bistvu moraš predrugačiti navado. Zdaj pač si bila tako navajena, potem vmes traja nekaj časa, da se to nekako navadiš na drugačne navade, in ko se navadiš, ti je to tako ustud. Tako da to te res spodbujam, da majčkeno naredi revizijo in kakšna spremembica bo prav prišla, v vsakem primeru. Tako da tudi, če greš na pot ali kamorkoli, da imajo avto botljice ali bidončke, pa si jih nalivaj, dolivaj vodo in tako naprej. Ful pomembne so te stvari. Jaz recimo sicer zdaj tukaj nimam sabo, da pokazala, jaz še celo imam bidončke s kristali, tako da kristali so tudi ena taka super zadeva, eni čistijo vodo tudi, eni jo plemenitijo, drugi v bistvu lahko čist svojo verzijo narediš, tako da tukaj res ogromno še nekega manevrskega prostora za kreacijo. Tako da zdaj sem že malo zašla, tako da zdaj, če vas še kaj več zanima o kristalih in vodi, mi napište, pa vam pol še kaj povem na to temo. Drugače pa mi tudi napiš, katera tema te še zanima, torej glede dobrega počutja ali gibanja, sprostitve, karkoli pa že. Tako da bomo šli tudi na te teme. Na koncu bi te sam še toliko nekako spomnila, da je jutri polna luna in je fajn malo več vode piti, okoli polne lune in mlaja, mogoče to še jutri na to temo malo več, ampak res te spodbujam, da spiješ na v bistvu ta 2 dneva v mesecu, kar več vode, ker takrat res imamo podporo še polne lune ali pa mlaja, in pa pol še vseh planetov, ki se združijo v eno tako energijsko bombo, bom jaz kar rekla, podporo, kakorkoli, in res potem lahko to izkoristimo, in sčistimo telo takrat še bolj, tako da ne ješ te dni preveč take močne hrane, ampak si mogoče bolj na sadju, pa vodi, pa teh stvarih, zato da daš telesu vsaj 2 dni v mesecu, da malo reče končno malo miru, Tako da bom na to temo še majčkeno več jutri. Drugače pa jutri imam tudi dogodek, online bom kopel, prav na polno luno, tako da bo res ful čarobno, in če želiš majčkeno odklopa, te res vabim v te čarobne zvoke, da te malo pocartajo, tako da bom dala tudi link, pa se lahko prijaviš. Jutri prijave zbiram še do ene 14. ure, potem pa je konec, tako da zaprem prijave ob 2. uri popoldan. Tako da, če te to še nekako pokliče, srčno dobrodošla. Tako da, evo, zdaj pa
gremo lepo majčken v naravo, zdaj majčken se je ohladilo in gremo se malce v naravo ohladiti in zatihati s celim telesom. Tako da jaz te srčno pozdravljam in se spet vidimo jutri. Ita živa.